Glasba, ki jo želite poslušati. Radio Prlek 88,9. Skupina Sopranos in oddaja Radioaktivno. Sopranos so med poslušalci z novo pesmijo Nekaj lepega, ki je energična, sončna in polna ljubezni. Boštjan vas vodaje Radioaktivno plus. Popelje me. Nekaj sveže glasbe. Do konca in naprej me ljubi kot ta sadiče. Naša burja Istrijanka, milijone let na naših tleh. Mi skupaj znak zapojmo Sloveniji v čast. Odisios. Bikul, Rok Piletič, Monika Avsenik in Majre v prvem delu. Zadnjič pleševa, kot da prvič je. Nedelja je, zato si bom svoj čas vzela. Jutra sveta so moja. Ter Tadej Lebič, Maja Mišmaš in Vesna Kovač v drugem delu današnjega druženja. Zlati glas bila prelepa si. Objemi sebe, rada se ime, objemi sebe. Zaupaj vase, verjemi vase. Malo z nami. Bikul, Rok Piletič, s katerim zaplešete. Zadnjič pleševa, kot da prvič je. Ko jočeva kot eno, le ti razumeš me. Glasbeni gost. Bikul, Rok Piletič, Rok, zdravo. Lep pozdrav, Boštjan. Rok, se sedaj predstavljaš tako, kot sem te predstavil na začetku, ali samo Bikul, Rok? V bistvu kar nekako imam reči čut svoje osebno lastno ime kot Rok Piletič, ampak dajmo reči, da glede na to, da še vedno delamo za njem skup glasbo, pa da mi je ful škoda, da bi se znamka kot je Bikul izgubila, še vedno opozarjam na njo, a ne.
Ane je zaslužen tudi za to, da je nastala nova skladba Zadnjič pleševa. Za Nejem, kot rečeno, še vedno sodelujemo, mogoče celo bolj, kot smo prej. Pišemo pesmi, pišemo skladbe nove, delamo nove zgodbe že tudi za naprej in so ustvarjamo z Rejem in se mi zdi, da smo zdaj res v takem plodnem obdobju, da pač nastajajo take pesmi, kot je Zadnjič pleševa in to, da imamo v sebi brata pri tem, je nekaj najlepšega in blazno hvaležen za to. Glede na naslov je sklepati, da je to pesem o razhajanju. Veš, kak je? V bistvu pri tej pesmi je tako, da si lahko vsak predstavlja popolnoma po svoje. Od začetka sem imel prav v mislih, da bi naredili video spot, kjer bi se nekatere stvari dogajale tudi okrog zdravja, v bolnici. Nekdo bi bil, ne vem, je otroka izgubil, vsekakor se gre za neko izgubo, ampak da ostane tisto, kar je najlepše bilo od tega. Ne? In sem dobil že kar ogromno komentarjev tudi, da si niso ljudje samo skozi ljubezenske oči predstavljali pesem in video spot. V vsakem primeru pa je potem to priložnost za nek nov korak, ne glede na to, kako vzameš. Definitivno, vedno je tako, ne. Treba se je pobrati, če nekaj izgubiš ali pa se ti nekaj slabega zgodi, vedno se ti zgodi z razlogom in jaz verjamem v bistvu v to, da se nam na svetu nič slabega ne dogaja, ampak da vse karkoli se nam zgodi, je dobro za nas. Pesem si predstavil tudi na koncertu v Domačih Prevaljah. In neverjetno vesel in srečen sem, da so me ljudje doma sprejeli točno tako, kot sem si predstavljal in sicer na popolnoma razprodanem koncertu v našem družbenem domu na Prevaljah, kjer sem premierno predstavljal tudi pesem Zadnjič pleševa in naletela je že na točno tak odziv, kot sem si ga upal predstavljati v sanjah in so že ljudje peli z mano, mi ploskali, ustali in jaz sem imel kar solzne oči, moram priznati. No. Videti je, da tudi predsednica poje s tabo. Ja, predsednica je pa ena zanimiva zgodba in sicer jaz njo poznam že odprej in mi je enega lepega popoldneva poslala posnetek od kako ona poje Siddhartino ledeno, ampak v priredbi, kot smo jo naredila jaz in Anej, nekoč pred davnimi časi. In takrat vidim ta posnetek in rečem, wow, naša predsednica poje. In potem sem se nek večer, v bistvu prav sam pri sebi razmišljal, mater, ker predsednica mi je pisala, kaj pa če jaz njo povabim na moj koncert in točno to naredim. In njen odziv je bil, veš kaj, Rok, z veseljem pridem in tudi zapela bom z vama. Takšna pač sem. Svetovalci me bodo sicer ubili, ker niso navdušeni nad pojočo predsednico, ampak je rekla, takšna pač jaz sem. In potem se je vse skupaj poklopilo in zgodilo in ljudje so ostali odprtih ust. In mislim, da je prvič, da je kak predsednik Republike Slovenije z nekim pop izvajalcem zapel na odru, tako da si štejem kar v čast. Rok, je bil ta koncert na Prevaljah tudi prvi korak na poti samostojnih koncertov? Definitivno. Jeseni želim nadaljevati jesensko turnejo po kulturnih domovih, hkrati pa sem si zadal nek, dajmo reči, en tak moj imaginarni cilj in sicer, da je bil prvi samostojni koncert na Prevaljah 1/3 mojih Križank, 2/3 bo jesenska turneja, 3/3 si pa znaš predstavljati, kaj si želim. Si že povedal. Ja, tako. Še to morava omeniti, da ima pesem tudi video. Ja, pesem ima video, ki je dobil točno tako vizualno podobo, kot sem si jo jaz vizualiziral in sem izjemno hvaležen ekipi in vsem ljudem, ki so pri tem pomagali, da je pesem nastala v taki zvočni in vizualni podobi, kot si je Rok Piletič pred 4 meseci želel. Bo pa sedaj Rok Piletič skladbo poslal tudi v naš radijski eter, zato Rok, res Ljubljana ni več ista? Ne, ni več ista, ampak se spreminja iz dneva v dan. Odvisno, kako si jo sami naredimo. Vse to, da ni ista, ne pomeni, da je slabša. Ta Ljubljana ni več ista, manj žari. Vse odkar te tu ob meni ni. Ves moj svet udet v barve megle je. Ne vem, kako brez tebe sploh živim. Sprašujem se, če upati še smem, vse po tebi še diši. In to najbolj boli. Zadnjič pleševa, kot da prvič je. Ko jočeva kot eno, le ti razumeš me. Zadnjič pleševa v solzah večnosti. In tam, kjer padajo, se
tebi, govorila si, da z mano boš ostala vsak nov dan. Bili bi najini otroci, lepi kot si ti. A kaj, ko vem, da jaz sem bil bedak. A upati še smem, vse po tebi še diši. In to najbolj, najbolj boli. Zadnjič pleševa, kot da prvič je. Ko jočeva kot eno, leti, razumeš me. Zadnjič pleševa, v solzah večnosti. In tam, kjer padajo, se naj rodi le tu. Kar od naju kdaj je dobrega bilo. Vse po tebi še diši, po tebi še diši. Po tebi še diši in to najbolj boli. Zadnjič pleševa, ko da prvič je. Ko jočeva kot eno, leti, razumeš me. Zadnjič pleševa, ko da prvič je. Ko jočeva kot eno, leti, razumeš me. Zadnjič pleševa, v solzah večnosti. In tam, kjer padajo, se naj rodi le to. Kar od naju kdaj je dobrega bilo. Radioaktivno plus. Noč, ki dala mi spomine bo, vino in miza za dva. Ti s poljubiti obijaš me, strast išče pot do srca. Malo nora sva, kot Mars in Venera, nisva kopija, ljubiva. Do konca in naprej me ljubi, kot da zadnjič je. Pogriz dotiki mi telo, naj čutim te. Do konca in naprej, kot prvič, ne ustavi se. Ko jutro dnevu ta poljubna preživi, bodi ob meni. Bodi ob meni. Daj, obriši kaplje mi strasti v svoje naročje me skri. Malo nora sva, kot Mars in Venera, nisva kopija, ljubiva. Do konca in naprej me ljubi, kot da zadnjič je. Pogriz dotiki mi telo, naj čutim
Martina Švab in Klemen Bunderland sta združila moči v novi pesmi Bodi ob meni. Nova skladba je čustvena oda ljubezni, strasti in nepozabnih trenutkov. Čez nekaj trenutkov. Nas v današnji dan popelje Monika Avsenik. Nedelja je, zato si bom svoj čas vzela. Ja, res čas si bom vzela. Glasbeni gost. K Moniki Avsenik, Monika, zdrava. Zdravo, živijo. Kaj počneš v nedeljo običajno? Običajno, moje nedelje so postale malo drugačne, kot sem si jih po navadi predstavljala, oziroma nekoč predstavljala, ker so precej polne enih obveznosti, priprav, vaj, snemanj, vsega možnega. Je pa res, da danes sem pa končno spet, recimo, da prosta. Nedelja je in tudi tvoja je nedelja, ki je sedaj v etru. Ja, tudi moja nova pesem ima naslov Nedelja. Ja, res v bistvu je prikaz in z besedilom in z sliko, videospotom nedelje, kakšne bi si po mojem marsikdo lahko zaslužil in privoščil takole en dan na teden, da si prost. Ko si v naravi, ob vodi. Točno to vsak od nas rabi, zato da se res počije od vsega norenja, od vsega hitenja, od skrbi in obveznosti. Vsaj sama sem se trenutno res našla v mogoče malenkost prehudem zalogaju, ampak v redu, zaenkrat še gre. Običajno pa je tako kot na začetku videospota, da si v pisarni. Tako, dokler sem zdaj še do konca šolskega leta, ko učim, sem res dopoldneve v šoli, zato sem tudi vključila tiste zvezke v videospotu, ker v bistvu mi je tak spomin na to, da sem učiteljica, na to, da me kar naprej čakajo neki testi, zvezki za pregledati, to, da delo res počaka, druge ni. Če ni skrivnost katerega predmeta? Razredničarka sem, tako da imam v bistvu pravi razredni pouk, 5. razred, tako da učim vse predmete in je kar pestro, no, tako. Učiš učence tudi kaj country? Ne, countryja zaenkrat še ne učim, jih pa res da učim popevko, kar mogoče ni v učnem načrtu, ampak jim v bistvu s takimi pesmimi želim približati slovensko glasbo, neko našo zapuščino tudi Slovencev, katera je tudi meni zelo, zelo blizu in vidim, da je tudi otrokom zelo všeč, ker je res taka melodična, spevna, recimo zvončki in trobentice, to imamo zdaj tako aktualno in jim je res všeč, no, pa zemlja pleše in take. Monika, kako pa to, da si v glasbenem smislu zašla v pop country? Zato pa najbolj zaslužen moj partner, Anžel Angus Petrovič Dagi. On je pa že od nekdaj res velik ljubitelj country glasbe in v bistvu mi jo je on nekako predstavil in približal do te mere, da sem me tudi sama začutila na tak način, da mi je blizu tudi za izvajanje, za poslušanje. Tako da absolutno je on tlele zaslužen za ta pridih, za to začimbo country glasbe. Ti je kateri country izvajalec še posebej blizu? Trenutno je Casey Musgraves, če jo poznate. Pevka, ki ima zelo tak nežen glas, lepe pesmi, lepa sporočila, besedila, tako da mogoče Casey, ja, da je taka trenutno, ki je pogosto pri nama predvajana. Meni pa je že nekaj časa v uho padel Bailey Zimmerman. To pa ne poznam. Mogoče pogooglaš kdaj na YouTube. No, hvala za idejo, evo. Kot so rekla prej, video spot spremlja tudi skladbo, ali tudi kaj slikaš, kot na koncu video? V bistvu je tako, ta del videospota ni čist zares moj, zakaj ne, ker ta slika je nastala pod prsti moje sestre, ona je slikarsko bolj nadarjena, je pa tisti del, kjer imam fotoaparat, ta pa je moj. To pa sem jaz, ker sem tudi hodila v srednjo fotografsko šolo v Križanke, tako da imam dejansko narejeno tudi izobrazbo za fotografsko tehniko in ja, včasih je bil to res pogosto predmet v mojih rokah, fotoaparat, danes pa je to bolj telefon, ker je lažji in hitreje dostopen. Tako da ja, je pa res še vedno fotografija tista, ki me veseli, ki se mi zdi, da mi bo v prihodnosti še lepšala dneve. No. Čopič pa pride, ko boš v penziji. Tudi Čopič mi je všeč, rada tudi tako ustvarjam, ampak zaenkrat si res nisem kaj dosti časa vzela in namenila temu. Se mi pa zdi, da je tudi ta del ustvarjalnosti, umetnosti nekje v meni še skrit in mogoče še ne tako izražen. Nedelja je tu, Monika, kaj lahko prihodnje pričakujemo s tvoje glasbene plati? V bistvu se res kar zelo hitro bliža festival Melodije morja in sonca in zelo sem vesela in počaščena, da sem letos med izvajalci, tako da se res veselim te izkušnje tega nastopa. Priznam pa, da imam že kar tremo, ker se mi zdi, da je to res kar en tak lep, pomemben dogodek za glasbenika in upam, da se bo vse dobro išlo. In tudi Melodije morja in sonca bodo letos izjemoma v nedeljo.
Ja, evo, sam res, to je pa mogoče nek znak, tako da mogoče je nedelja letos moj dan v tednu, ja. Bo pa sedaj nedelja še glasbeno v našem etru, zato Monika, pošlji nam nekaj koščkov nedelje. No, tako, lepo vabljeni, da prisluhnete moji novi pesmi Nedelja. Naj vam pričara vsaj par lepih takih utrinkov oziroma vsaj nekaj pozitive za današnji nedeljski dan. Dan za dnem znova vse se ponavlja, vedno se mi mudi, čaka delo me ura priganja in čakaš me ti. Danes ti prah otriš iz police, lahko pa gledaš TV in k sosedu greš lahko po novice, samo pusti me. Saj 7. dan je, samo ta dan v tednu zase le rada bi imela. Nedelja je, zato si bom svoj čas vzela. Ja, res čas si bom vzela. Lase kar mokre pustim, ti vse lahko preslišiš, kar rečem, samo pusti me. Saj 7. dan je, samo ta dan v tednu zase le rada bi imela. Nedelja je, zato si bom svoj čas vzela. Ne se števa deliti množit, treba Bog
Bog daj dovoliti, da ti žarki poboža obraz. In kaj norega si dovoliti, ko smehu rečeš, tu tole sem jaz. Ker enkrat se živi, zavoziš, pa več vrnitve ni. Zoran Zorko kvartet in Kaja predstavljajo skladbo Poljub življenja. S pesmijo želi Zoran Zorko predstaviti samostojno izdelano, zvočno, oblikovno, vsebinsko in žanrsko novost, česar od frajtonarice v taki obliki verjetno ne bi pričakovali. Majre, ki razkrije jutra sveta. Jutra sveta so moja. Glasbeni gost. Majre je novo ime domače glasbene scene. Maja, zdravo. Živjo, zdravo. Kdo se skriva za tem izdelkom? Moje ime je Maja Krebl in sicer drugačen po poklicu sem psihologinja, ampak se z glasbo ukvarjam že od malih nog in zdaj sem končno začela uresničevati svoje sanje in izdala svoj prvi singel z naslovom Jutra sveta. In kot je slišati, te žanrsko vleče bolj taki alternativni pop. Ja, nekaj takega. Zares ne bi vedela najbolj, kam to opredeliti, ampak mislim, da spada pod alternativni pop, predvsem zaradi teh nekih efektov v instrumentalu in na glasu. Ustvarjaš sama? Ne, ustvarjam v bistvu z svojim fantom, Luka Dobnikar mu je ime. Z njim sva začela nekako skupaj ustvarjati, potem pa so še drugi glasbeniki, ki so vključeni v ta proces in to so na kitari Matic Ašič, na bobnih Luka Taler, na klavirju Miha Kokot, potem Luka igra bas, pri singlu je pa sodeloval še Žan Hebar, ki pa nam je nudil svoje produkcijsko znanje. In prva skladba, ki nam jo pošiljaš, je naslovljena Jutra sveta. Ja, zdaj marsikdo se lahko vpraša, kaj to pomeni. Zdaj naslov Jutra sveta sem zbrala zato, ker sem začela to skladbo pisati predvsem iz nekega nagovora sama sebi, da lahko, ne vem, zmorem stvari, da lahko naredim korak naprej in grem v svet. In je bilo tako nek nagovor, da zmoreš, pač lahko imaš svet, bolj iz tega vidika, kot svet ti je na dlani. Torej, nekako jutra sveta so tvoja in na koncu tudi pač ob poslušanju skladbe v tretji kitici preide v jutra sveta so moja, kar v bistvu pač sama sebi povem, da zmorem in da pač lahko sam grem in sledim temu, kar želim. Torej, pesem tudi odraz nekih osebnih izkušenj? Ja, v bistvu govori o neki izkušnji premagovanja strahu, pogumu in neki nežnosti do same sebe. Video podpora pesmi sledi ali ne? Video zaenkrat je narejena samo neka vizualizacija, ki je narejena tudi na končni del skladbe in tu sem se zaenkrat ustavila, ker ne vem, nekako nismo našli načina, ki bi povzel celo skladbo v video podobi. In pol smo zbrali ta del in zaenkrat z vizualizacijo sem zadovoljna, video pa, če bo pravi moment in če bo pravi občutek, se bomo lotili tudi tega, ampak zaenkrat ne. Imaš pa divje barve na nebu, tem videu oziroma na fotografijah. Ja, to je bilo pa čist naključno. V bistvu to sem šla pa jaz prihajam iz Koroške, iz Mislinje in imela sem nekako idejo, da bi probala ujeti sončni vzhod.
In sem bila glih doma in potem je moj oče predlagal, da greva slučajno pogledat na nek hrib, kako bi tam izgledalo, če bi tam lovila sončni vzhod. In v bistvu sva pol čist po naključju naletela na te barve in sva to posnela. V bistvu ta vizualizacija in pa ta slika, no, to je narejeno za strani mojega očeta in mene, zares. Pesem je tu, kako razmišljaš naprej? Že delamo naprej, v bistvu je bila to taka lepa spodbuda, zares, no, ker se mi zdi, da so jo tudi pač lepo, pesem je bila no lepo sprejeta in se mi je zdelo to, da me to še nekako spodbudilo naprej, že že ustvarjamo naslednji singl, nekako je pa tudi plan v roku enega leta, da bi se ti singli sestavili v neko plato ali pa EP, odvisno koliko jih bo. Bo pa sedaj v etru tvoja ta prva skladba, zato Maja, so jutra sveta tvoja? Pa so tudi tvoja. Kaj, če bi ostala tukaj, preden jutro se začne, ko srca še ne spijo in dlani iščejo se. Jutra sveta so tvoja. Bi se duša umirila, strah zaprl bi oči, koža bi me skrila, dokler izginejo ne vsi. Jutra sveta so tvoja. Šla bi proti soncu in sabo vzela bi srce, poguma polna soba, spoznala bi ime. Jutra sveta so moja. Nežno pa
Oba poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Lep pozdrav, sem Andrej iz klape Semi Kanta, vi pa poslušate Radio Prlek. Ali slišiš, to je ona, se pod kraški rob vali, ko zamikajo von morja, Koprčane prebudi. Tam obriše stare trge, tudi luški naš pristan. Glej, kako budi valove, se zaganja v Ankaran. Ti naša burja Istrijanka, milijone let na naših tleh, vedno dobra stara znanka naših mestih in vaseh. Ti naša burja Istrijanka, hladna pesem, vroča kri, ta ponosna stara znanka srcu istrskih ljudi. Istrijanka. Sredi morja ziblje barko, drže sidra, brusi dlan, proti burji ne omaga, mladi ribič izolan. Več na nebu ni oblaka, zapodi se čez Jadran, tiho se nad morjem vije, jo pozdravi še Piran. Ti naša burja Istrijanka, milijone let na naših tleh, vedno dobra stara znanka naših mestih in vaseh. Ti naša burja Istrijanka, hladna pesem, vroča kri, ta ponosna stara znanka srcu istrskih ljudi. Naša burja Istrijanka, milijone let na naših tleh, vedno dobra stara znanka naših mestih in vaseh. Ti naša burja Istrijanka, hladna pesem, vroča kri, ta ponosna stara znanka srcu istrskih ljudi. Ti naša burja Istrijanka, dobra stara znanka. Ti naša burja Istrijanka, hladna pesem, vroča kri, ta ponosna stara znanka srcu istrskih ljudi. Istrijanka. Klapa Semi Kantan se z novim singlom Burja Istrijanka glasbeno poklanja Istri, kjer burja včasih močno zapiha in povzroči tudi kakšno težavo. A v zmernih količinah suši pršute, prežene oblake, razveseli ljudi in naravo. Nekaj sveže glasbe. Slišite v nadaljevanju Matej Lebič in Vesna Kovač. Zlati glasbila prelepa si. Zaupaj vase, verjemi vase. Najprej pa Maja Mišmaš Objame sebe. Objemi sebe, rada se ime, objemi sebe, pojdi preko mene. Glasbeni gost. Maja Mišmaš z mano, zdravo. Ja, lep pozdrav iz
prečudovitega Kostela. Kjer si že ustvarila 4 skladbe, 5. pa je tu. Tako je. Stopila je na pot tudi 5. skladba z naslovom Objemi sebe, tako da sem srečna, da jo lahko delim. Ja, v bistvu sem začela z svojim ustvarjanjem avtorskih skladb pred 5 leti, tako da pred 3 je išla prva, zdaj pa že 5, tako da počasi se nabira, a ne, bojo najprej singli, pa potem mogoče zapakiramo. Imaš že dejansko polovico albuma. Tako, evo, že je polovica, tako da še enkrat toliko upam, da prej kot v 3 letih, ampak nikoli se ne ve, ne? Omenila si, da naslov nove pesmi Objemi sebe, ali to pomeni, da se pogovarjaš sama s sabo? Pa mislim, da se vsi kdaj pogovarjamo tudi malo sami s sabo, a ne, kar je tudi prav. Še bolj prav je pa, da objamemo tudi sami sebe in potem še toliko več srčnosti tudi vse okrog sebe, tako da mislim, da je res zelo pomembno, da najprej objamemo sebe in si dovolimo vse to, a ne. Se kdaj prepiraš sama s sabo? Prepiram, seveda. Kdaj si pa tudi moram kaj povedati, ne, tako da vse v bistvu, vse se pogovorim tudi sama s sabo velikrat. To je dejansko treba za svojo psiho. Tako, se strinjam, mislim, da je prav, da se znamo sami s sabo pogovoriti, predvsem pa tudi biti sami s sabo, a ne? Nisi pa v videospotu sama? V videospotu sem tudi recimo sama, a ne, sicer na morju, tokrat smo šli malce iz našega prelepega Kostela do morja, tako da sem tam snemala videospot. Zdaj že ta 3. snemava z Markom Doplišakom, drugače pa besedilo je moje delo, glasba, zraven tudi Andraž Hribar, aranžma tudi Andraž Hribar, tudi snemam pri njemu, tako da ekipa ostaja ista in le tako naprej, a ne. Delovno bo očitno naprej. Se veselim, tako da imam tudi že nekaj napisanih skladb, ki čakajo v predalu, tako da upam, da kmalu zagledajo tudi luč sveta. Bo pa kmalu luč sveta ogledala tudi tvoja skladba v našem radijskem etru, zato Maja, Objemi sebe ali mene. Hvala, enako. Dajmo objeti in sebe in druge okrog sebe, a ne? Mislim, da so objemi zelo pomembni v življenju, tako da, ampak najprej objemimo sebe, a ne? Objemi sebe, rada se imej, objemi sebe, pojdi preko meje, objemi sebe, stopaj le naprej. Ti si ta in vse je okej. Ti si ta, ki si želi živeti v objemu nežnosti. Ti si ta, ki si želi verjeti, da vse se prav zgodi. Ti si ta, ki si želi iskrenosti, samo iskrenosti. Želi, da objemo barva črno-bele dni. Objemi sebe, rada se imej, objemi sebe, pojdi preko meje, objemi sebe, stopaj le naprej. Ti si ta in vse je okej. Ti si ta, ki si želi živeti v objemu nežnosti. Ti si ta, ki si želi verjeti, da vse se prav zgodi. Ti si ta, ki si želi iskrenosti, samo iskrenosti. Ti si ta, ki si želi, da objemo barva črno-bele dni. Objemi sebe, rada se imej, objemi sebe, pojdi preko meje, objemi sebe, stopaj le naprej. Ti si ta in vse je okej. Ti si
Ne štejem dni, ne štejem več noči, so leta stekla, kam le čas beži. Pomladni cvit počasi že veni, a še moja si. Ko dobro vino, sva mi dva, najino pisem lastovka pozna. Kakor prvič te poljubim pod lučmi, ko mesto spi. Ljubim, ljubiš vse, kar sva, za lahko noč se stisneva in spomine napiševa. Jočeva oba, ko se mine, ko se zbledi in ko se dva v eno spremeni. Čakaj me tam, kjer vse cveti, čakaj name ti. In če lahko bi eno željo imel, nazaj bi leta zavrtil. Gradila dom bi kot sva ga nekoč, čakala na poletno noč. Ljubim, ljubiš vse, kar sva, za lahko noč se stisneva in spomine napiševa. Jočeva oba, ko se mine, ko se zbledi in ko se dva čakaj me tam, kjer vse cveti, čakaj name ti. Čakaj me tam, kjer vse cveti, čakaj name ti. Ljubim, ljubiš je nova pesem od Rihanna. Preslišite še Mateja Lebiča, ki ga zapelje Zlatolaska. Zlati glas bila, prelepa si, še spomnim se takrat. Glasbeni gost. Matej Lebič ne počiva, pridno ustvarja naprej. Matej, zdravo. Zdravo, lepo zdravo. Kar nekaj pesmi je že za tabo. Kakšne so odzive? Ja, tako, to je že 5. avtorska skladba in moram povedati, da so odzivi večinoma zelo lepi. Če bi sedaj to zaokrožil na nek nosilec zvoka, bi že imel EP. Ja, tako, skoraj. Je tudi že v izdelavi oziroma v načrtu prvi album. Ampak predtem verjetno še kakšna skladba. Tako, na menih imam posnet 10, potem pa to nekako zaokrožiti s predstavitvijo novega oziroma prvega albuma. In nova, ki je sedaj zašla med poslušalce, je naslovljena Zlatolaska. Tako je. Opisuješ naklonjenost do skrivnostne Zlatolaske ali neskrivnostne? Tako, naj ostane kar skrivnostna Zlatolaska. Zakaj? V bistvu ta pesem govori o fantu, ki v kavarni zagleda dekle zlatih las
in se vanjo zaljubi, tako da to je še ena romantična pesem. Je pa to v bistvu povezano tudi z mojo zgodbo, tudi sam imam rad dekleta zlatih las, tako da v bistvu nekako bi lahko rekli, da ta pesem govori kar o meni. Torej tudi to konkretna oseba. To pa naj ostane skrivnost. Pesmi si dodal tudi video podobo, gre za romantični video. Tako je, ja, za svojo novo skladbo sem pripravil tudi romantičen videospot. Sodeloval sem že zdaj v bistvu kar z utečeno ekipo pod taktirko režiserja in snemalca Filipa Brinjevca. Naj omenim tudi, da je za čudovit make-up poskrbela vizažistka Anja Kos. Je pa video že tudi dostopen na mojem YouTube kanalu, tako da vabim vse vaše poslušalce, da si ga tudi ogledajo, ker je kar veliko zanimivih stvari se dogaja. Ja, ne manjka pa niti Zlatolaska. Tako, seveda, ne manjka niti Zlatolaska, ki ima kar glavno vlogo v tem videospotu. Veš, če bi bil video narejen s pomočjo umetne inteligence, bi bil prava pravljica. Verjetno res, ja, v bistvu sem tudi sam razmišljal, da je naslov Zlatolaska, poznamo tudi film od Disneyja, kjer je Zlatolaska, tako da sem nekako to zaokrožil v eno tako lepo, čarobno pravljico. Matej, prej si dejal, da tudi ustvarjaš, da lahko pričakujemo še nove skladbe. Tako, seveda, lepo počasi, jaz pravim, vsaka skladba naj ima svoj namen, vsako skladbo tudi ustvarim z neko mojo osebno noto, se pravi, da govori o mojih bodisi življenjskih izkušnjah, kakorkoli, tako da ja, mogoče ne še čisto takoj, seveda pa v kakšnem naslednjem letu pa seveda tudi pričakujte moj prvi album. Bo pa sedaj tukaj tvoja ta nova skladba, zato nam razkri Zlatolasko. Ja, Zlatolaska je dekle, v katero sem se zaljubil in se me tudi seveda povabil v svoj videospot, tako da želim vsem poslušalcem prijetno poslušanje mojega novega komada Zlatolaska. V kavarni sam sedim, pijem kavo in gledam slike. Kdo bi vedel, kaj sledi, male ali stvari velike. Kar naenkrat pred seboj, ko da bi prišla iz raja, sem zagledal tvoj pogled, rad bi da zavedno traja. Zlatih las bila prelepa si, še spomnim se takrat, ko si rekla, da boš moja in jaz s tabo bil sem mlad. Zlatih las ujela si me, v svoj objem zdaj tu stojiš, v belem kot pomlad cvetiš. Kozarec vina bom in nazdravil le na naju. Kdo bi vedel, kaj sledi, a bova srečna v tihem kraju, kjer igral kitaro bom, le na strune tvoje sreče, ti govoril zgodbe sam, nosil ruže ti dišeče. Zlatih las bila prelepa si, še spomnim se takrat, ko si rekla, da boš moja in jaz s tabo bil sem mlad. Zlatih las ujela si me, v svoj objem zdaj tu stojiš, v belem kot pomlad cvetiš. Sama, skupaj prek življenja jadrava, greva višje od neba. Zlatih las bila prelepa si, a spomniš se takrat, rekla si mi, da boš moja in jaz s tabo bil sem mlad. Zlatih las
Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Sem Iris, vi pa poslušate oddajo Radio Aktivno. Štejem oblake in čakam, objem dežja poljubov, pristan v tvojih dlanih. Misel noci me dviga, skrite želje odkriva, daj da ne zamudiva, življenje trga odkriva. Vzemi me, ne izpusti me, ne. Nekaj brez tebe je vse življenje, vsak košček mene ne naju pozna. Še čutim tvoj dotik, kot da vame je vlik. In kot da ni me, hranim spomine, pišem ti rime, nasmehna se dam in ne priznam, da nočem Misel noci me dviga, skrite želje odkriva, daj da ne zamudiva, življenje trga odkriva. Vzemi me, ne izpusti me, ne. Nekaj brez tebe je vse življenje, vsak košček mene ne naju pozna. Še čutim tvoj dotik, kot da vame je vlik. In kot da ni me, hranim spomine, pišem ti rime, nasmehna se dam in ne priznam, da nočem Iris je predstavila remix skladbe Le kaj brez tebe. V nadaljevanju ne prislušajte. Še Vesna Kovač, Ki si drzne. Zaupaj vase, verjemi vase, pritegni končno pozornost na se. Glasbeni gost. Vesna Kovač, Vesna, zdravo. Pozdravljen, Boštjan. 6. singl je ta, ki ga bova zavrtela na koncu in praviš Drzni si. Tako je, na nek način bi lahko zopet rekla, da je to oda pogumu. Nekako nagovarjam vse tiste, ki jih je mogoče malo strah, da si upajo stopiti iz cone udobja, ker enkrat na neki točki v življenju je to vedno tako in tako treba narediti. In kot pravim tudi v pesmi, pogum ni odsotnost strahu, temveč je zmaga nad njim. In mislim, da se bo vsak vsaj malo našel v tej pesmi. Torej, ne sme nas biti strah. Tako. To je tudi temeljno sporočilo in tudi v prejšnjih pesmih nekako skušam opogumljati in skušam spodbujati. Tebe je kdaj? Tudi mene je, ampak na tak pozitiven način in strah jemljem kot nekaj vznemirljivega, ampak ne na tak način, da bi me hromilo, ampak da me pravzaprav spodbuja, da sem sposobna sprejemati in iti naproti še večjim izzivom. Te je bilo kaj strah pri snemanju videa v grajskih prostorih in okolici gradu? Strah me ni bilo, me je pa dejansko ne samo mene, ampak tudi celotno snemalno ekipo prevzela res neverjetna energija gradu Snežnik, kjer smo tudi posneli čudovite notranje in zunanje kadre. Vsi smo bili navdušeni, ker se res čuti tale grajska mogočnost prejšnjih lastnikov gradu, Hermana in Ane. Torej snemali smo v Hermanovem in Aninem salonu, nekaj enkratnih kadrov pa smo posneli tudi zunaj na brvi ob grajski ječi in pa ob čudovitem lipovem drevoredu. Skladbo sem sicer posnela že ustaljeno ekipo, Kevinom Koradinom in nizozemskim producentom Cliffordom Goylom. No,
ob meni pa sta nastopili še dve plesalki, koreografini, Lea Starle in Tanja Pavič. Res smo se imeli enkratno, tudi avto je imel svojo vlogo, tako da je še dodalo piko na i, ali bova rekla češnjo na torti. Snemalec pa je bil Klemen Premrl, ki je res znal ujeti prave kadre in jih združiti. No, za enkratne fotografije pa je poskrbel tudi Blaž Lenček. Nekako smo se orientirali na notranjsko primorsko regijo in moram res izpostaviti čudovito mogočnost gradu Snežnik. Mislim, da bi lahko Notranjci in Slovenci res naredili več za njegovo prepoznavnost, ker to je res tak enkraten biser in eden redkih v Evropi, ki se ponaša z originalno opremo. To si lahko poslušalci ogledajo v videospotu na YouTubu. Ja, je dostopen na teh pretočnih platformah tudi na mojih družabnih omrežjih na Facebooku in na Instagramu. Vesna, 6. pesem je tu, kako razmišljaš naprej? Zdaj sem že večkrat dobila namige, da bi se lotila mogoče kar LP oziroma tele malega albuma, glede na to, da imam 6 pesmi že narejenih in izdelanih. Če dalje večji angažma pa je oziroma interes za malo vinilno ploščo, tako rekoč, oziroma za vinilko, kar nekaj zanimanja, tako da razmišljam tudi v tej smeri. Če dodaš še tam 3 do 4 skladbe, pa imaš že pravi album. Tako, tudi o tem že teče beseda, ali naj bo oplemeniten s še večjim številom ali ohranimo tole filozofijo, da je manj več. To bomo pa še videli. Bo pa sedaj v etru tvoja ta nova, zato si drzneš? Drznem si, seveda nagovarjam tudi poslušalce vašega radia. Sem vesela, da sem bila lahko tvoja gostja, Boštjan, tako da ja, nagovarjam vse poslušalke in poslušalce, da si upajo, pa ne samo v življenju nasploh, kadar gre za službo ali kakšne podvige in izzive, ampak seveda tudi v ljubezni, ki je seveda gonilo, ki nas žene naprej. Si vse tisto, kar počneš in daješ, tvoj uspeh je vse to, kar si vzameš. Ko se vprašaš, kaj sledi, odgovore poišči, drzni si. Zaupaj vase, ne sprašuj za mnenje drugih ljudi. Ne, 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 ne. Če verjameš, da sreča je zunaj dosega tvojih rok, motiš se, zaupaj vase, verjemi vase, pritegni končno pozornost na se, zapusti tiste, ki ustavljajo te, zavrzi lažne prijatelje. Ne čakaj nič, kar čas ni nikoli pravi, ne boj se pustolovščin, spomine ustvari. Če nevarnosti se bojiš, kako demone v sebi ukrotiš, ne bodi sužen navad, raje poženi se v spopad. You got it. Če verjameš, da sreča je zunaj dosega tvojih rok, motiš se, zaupaj vase, verjemi vase, pritegni končno pozornost na se, zapusti tiste, ki ustavljajo te, zavrzi lažne prijatelje. You got it. Strahopete so tiste, ki se poslovi, ko postane težko, ki se cesta strani. Ko se vprašaš, kaj sledi, odgovore poišči, drzni si. Pogum ni odsotnost strahu, temveč je zmaga nad njim. You got it. Če verjameš, da sreča je zunaj dosega
Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podcastu. Boštjan vas vabim, da se mi v oddaji pridružite v torek, ko Sofijo predstavi Samantha Maja. Za današnje slovo še navijamo. Mitja Šinkovec predstavlja novo navijaško skladbo Sloveniji v čast. Se mesta, polna je že cesta, vse do stadiona. Polnijo se kavči, umirjajo se trači, vsi smo združeni. Pesem je v avtu, na pumpi in ob šanku, v vsakem malem domu. V zraku je veselje, v srcu dobre želje za Slovenijo.